Spoštovane gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi s podcasta. Z vami sem Mateja Trunk-Hrvatin. Slovenija je v predvolilnem času. Odštevanje do parlamentarnih volitev 22. marca pa potekajo v luči političnih analiz, obračunov, takšnih in drugačnih novih zavezništev in tudi refleksije tega, kar je bilo. Danes bomo to pogledali skozi oči nekoga, ki že skoraj 4 leta sooblikuje delo največje parlamentarne skupine. Z mano je vodja poslanske skupine Gibanja Svobode, magistra Nataša Avšič Bogovič. Gospa Nataša, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Kako ste? Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo najprej. Ja, v redu sem. V redu v tem... Takšen zelo deloven dan poteka, zelo intenziven v pogovorih. Danes smo imeli recimo tudi poslansko skupino, to je običajno ob torkih. Predtem smo imeli že zjutraj tudi koordinacijo vodij poslanskih skupin koalicije. Aha, okay. Prihajam iz zelo pestrega poldnevnega dogajanja. Glas še imate, tako da... Imam glas. Močan in preudaren, tako da... Ja, po tolikem času zdaj v delu v politiki si enostavno sploh ne moramo dovoliti, da bi bili brez glasu, ker se ves čas pogovarjamo in res intenzivno pogovarjamo. In glas mora biti slišan. Tako. Glas mora biti slišan, zato smo tudi šli v politiko, da bomo slišani. Drži. In da bomo tudi druge slišali. No, tudi to je umetnost politike, da znamo slišati ljudi, ki nam želijo povedati, sporočiti in potem te stvari naslavljati. Ja, to je kar umetnost, ja, ker marsikdaj se ne sliši ali pa se presliši ali pa se sliši pa se ne upošteva. Verjamem, da je to res, tudi sama sem imela takšne izkušnje in zato se še toliko bolj trudimo skupaj s sodelavci, da res omogočimo v bistvu vsem, ki nam pišejo poslansko skupino, ki pokličejo, da bi želeli predstaviti svoje videnje kakšnega problema, kakšnega družbenega problema in dejansko smo odzivni in sprejmemo vsakogar, ki nam ima kaj za sporočiti in poslušamo. To je prav. In slišimo. In slišimo, kar se mi zdi, da je še posebej pomembno. Ja. No, kot vemo, smo v predvolilnem času. Kaj bi rekli leta 2022, ko ste imeli zgodovinsko zmago? Kaj bi rekli za tisto obdobje, ko ste videli, zdaj pa smo mi, čas je za nas, kako ste se lotili zadev? Ja, tako bom rekla, ne? Leta 2022, ko smo stopili v političen prostor, smo bili seveda novi. Smo bili ena ekipa, takrat sicer 41 poslancev, danes nas je 39, na kar sem izjemno ponosna, kajti ena poslanka je pač odšla po naši želji, mi smo tako želeli, poslanec, ki nas je zapustil, je šel desno, takrat smo bili razočarani s tistim odhodom, dejstvo je, da smo bili razočarani še najbolj zaradi tega, ker je izdal naše volilno telo, ampak pač tako imamo v Sloveniji. In danes, ko nas je 39, še vedno v naši poslanski skupini in ko gledam na tisti začetek Gibanja Svoboda, si res rečem, vsaka nam čast. Ne meni, ne Svobodi, ne vsakemu posebej poslancu, ampak nam kot skupini, ki smo znali strniti vrste, točno za namen, s katerim smo stopili v politiko. Da bomo drugačni, da bomo delali za ljudi, tiste prave, boljše stvari, ki krepijo našo družbo, ki krepijo blaginjo slehernega posameznika v naši državi. Ja, takrat smo bili neizkušeni, ampak časa za zgovarjati se na neizkušenost enostavno ni bilo. Dejansko smo morali tako rekoč čez noč odrasti in začeti z delom. Verjetno se še spomnite tistega paketa 30 zakonov, ki so nas pričakali in ni bilo drugega, kot da vzeti v roke poslovnik, brati poslovniške določbe. Ja, izredno hvaležna sem ekipi strokovnih sodelavcev, ki nas spremlja od začetka mandata, tako rekoč v
nespremenjeni sestavi, razen da je mogoče kdo iz naših vrst odšel, recimo vodja kabineta, je bil nekoč vodja strokovcev v parlamentu. Tako da ja, smo odrasli čez noč in danes, ko gledam tako nazaj, v bistvu Gibanje Svoboda več ni neka smer, neko gibanje, ampak je dejansko najpomembnejša politična sila v državi. In to nalogo opravljamo, mislim, da zelo, zelo odgovorno, z veliko predanostjo, z veliko hvaležnostjo do volivk in volivcev, ki so nam mandat v tako velikem številu, se pravi, s tako veliko podporo namenili. In mislim, da znamo naše naloge opravljati z dovoljšno mero tudi ponižnosti, da smo lahko pri delu uspešni. Pa bi zdaj, ko pogledate za nazaj, tiste začetke, je kaj takega, kar bi spremenili na samem začetku, recimo, če bi se zdaj še enkrat postavili v to vlogo po teh skoraj 4-letnih izkušnjah? V bistvu težko rečem, da bi karkoli zelo spreminjali, kakšen detajl zagotovo, mogoče bi kakšen ali pa kateri izmed poslancev sedel v drugem odboru, v drugi komisiji, glede na njegove vrline, ampak tudi te stvari smo med mandatom menjavali v skladu z dogovorom, tako da ta del poteka dobro. Mogoče bi kdaj rekli, da bi bila potrebna kakšna sprememba v sami komunikaciji, da bi znali povedati ljudem, kaj spreminjamo, kako spreminjamo, da bi bilo to bolj jasno sporočeno, da bi ljudje lažje razumeli. Mogoče smo včasih neke stvari čisto preveč strokovno razlagali, ampak enostavno to, ko si na tem področju neizkušen, še ne znaš uporabljati tistega zelo populističnega političnega izrazoslovja. Pa mislim, da je ta del naše iskrenosti in zavezanosti volivkam in volivcem še vedno ostal in še vedno mogoče premalo bombastično povemo kakšno stvar, ampak mislim, da ljudje, ko vidijo, kako stvari delujejo, pa nam zaupajo. Ko so kakšna neskladja, recimo znotraj vaše poslanske skupine, kako se s tem soočate? Je dosti tega? Glede na to, kako velika poslanska skupina smo, da nas je 39 precej heterogenih ljudi, precej heterogena skupina smo, tako po poklicnih področjih, iz katerih prihajamo, tako po starosti. Leva sredina je tudi zelo široka sredina z različnimi pogledi. Ja, prihaja do, pa bom rekla, ne toliko do nesoglasij, seveda tudi do tega pride, ampak načeloma je bolj gre za različne poglede, za različna stališča, ki jih imamo mogoče na samem začetku. In zato, da usklajujemo naše različne poglede, je zahtevnih veliko pogovorov, sestankov, če hočete. Pogovarjamo se tudi z različnimi deležniki, ki nam svoje plati predstavijo in potem nekako zbližamo ta stališča, se pogovorimo, dogovorimo in potem gremo praviloma enotni naprej. Kaj pa, ko ste prevzeli vodenje leta 2024 največje poslanske skupine, je bil to za vas pomemben preskok oziroma na preizkušnji, kako in kaj boste to vodili? Sicer izkušenj ste že imeli, seveda, ampak kako ste to doživljali? In kako so tudi drugi to doživljali? Na koncu koncev je to dvosmerna pot. Ja, se strinjam s tem. Bila je ena nova izkušnja. Takšnih izkušenj, če prej nisi bil vodja poslanske skupine, se pravi v prejšnjem mandatu, v prejšnjih mandatih, je to za popolnoma vsako osebo nova izkušnja. Prejšnji vodja poslanske skupine je bil vodja poslanske skupine že v enem drugem obdobju in je dejansko to vodenje opravljal odlično. Imela sem se čast in možnost učiti od najboljšega v svojem poklicu. Bila sem že prej njegova namestnica skupaj s kolegico Terezo Novak. In ko imaš te izkušnje oziroma ko imaš možnost nabirati izkušnje ob takšni osebi, kot je Borut, je v bistvu ne tako
prav zares težko. Seveda je to neka drugačna pozicija, v kateri se znajdeš, jo moraš na nek drug način opravljati, kot mogoče prej neke funkcije ali pa naloge, ki si jih opravljal. Predvsem sem se naučila še bolj pogovarjati, poslušati, slišati, se dogovarjati. V bistvu naučila sem se, da prav noben sestanek ni odveč. Vsak nov sestanek je možnost zbliževanja, stališč, iskanje kompromisa in to pa je zelo drugače kot v prejšnjih službah, kjer sem bila znana po učinkovitosti, storilnosti. Tukaj pa tega ne moreš na tak način delati oziroma marsikdaj mogoče kakšne kljukice ni dobro narediti prehitro, je bolje, da zadeva ostane odprta, se še pogovarjamo, kot pa zacementirati. Ja, vi ste bili prej v gospodarstvu in tudi v javni upravi in zagotovo so tam bile popolnoma drugačne izkušnje kot sedaj. Ja, prihajala dejansko nekje na pol se bi našla, začela sem v gospodarstvu, pa potem presedlala v javni sektor, ampak tudi v javnem sektorju sem bila vodja. In če danes govorimo tudi kdaj o neučinkovitosti v javnem sektorju, sem sama bila vedno znana kot tista, ki je želela imeti tudi pozitivno statistiko. Makar govorimo mi kdaj o statistiki, da je to pač kar nekaj, ni čisto tako. Vedno se neke stvari dajo meriti. In tudi v javnem sektorju se dajo stvari meriti in tudi tam sem veljala za tisto, ki je imela storilnost na visokem mestu. Tukaj pa je malo drugače, Ja, vsekakor, verjamem, se je tudi normalno, da je, ampak kakršnekoli izkušnje pa seveda potem tudi pridejo prav. Kako pa potem je komunikacija še med ostalimi koalicijskimi strankami, ko se, bom rekla, dogovarjate, sprejemate odločitve in tako naprej? Se pravi, naše delo v bistvu v zakonodajni veji oblasti, v zakonodajnem postopku. Tako kot sem že na začetku rekla, ob torkih so tista klasična koalicijski sestanki, koordinacije vodij poslanskih skupin, rečemo, in pač potekajo v običajni uri, po potrebi se jih kdaj prenese tudi na kakšen drugi dan. Namreč včasih je toliko vsebine in potem recimo po jutranji koordinaciji gremo vsak svojo poslansko skupino in če stvari ostanejo, se pogovarjamo naprej. To je en del. Drugi del pa so redni koalicijski sestanki, koalicijska usklajevanja na posameznih bodisi zakonih, resolucijah, aktih, ki jih sprejemamo v državnem zboru ali pa zgolj na nekih tematskih temah. Interni koalicijski sestanki se skličejo in potem se pogovarjamo, usklajujemo stališča, če so različna in pridemo do rešitev, ki so na nek način zapisane v naših koalicijskih pogodbah in ki izhajajo iz posamičnih programov vsake izmed strank. Lahko rečete, da ste pri tem uspešni? Seveda smo uspešni. Skoraj pred koncem mandata smo redka levo-sredinska koalicija, ki je na koncu mandata precej složna. Seveda se pogovarjamo, imamo različna mnenja, ampak na koncu speljemo, ker se zavedamo, da delamo stvari za ljudi. In ljudje pa imajo potrebe, za katere pravimo, da niso ne leve, ne desne. Potreba po zdravstvu ni ne leva, ne desna. Po stanovanjski problematiki oziroma po stanovanjih ravno tako, po varnosti v končni fazi. To vse, kar počnemo, delamo z mislijo na prebivalke in prebivalce, da bo naše življenje boljše. In zato, ko začnemo trezno vsak na svojem področju razmišljati, mogoče začnemo z različnih pozicij, ampak ko približujemo se ko pa gremo proti skupnemu cilju, pa znamo se potem približati z mnenji in stališči. Sicer zdaj mislim, da pred kratkim so ravno v Levici povedali, da so v bistvu največje reforme prišle bolj kot ne iz njihove strani, vendar je potem seveda bil tudi kontraargument, da brez Svobode in ostalih tudi seveda to ne bi bilo mogoče.
Vsekakor je to res. Resorji so bili razdeljeni na začetku, Svoboda je bila celo tista, ki je v bistvu zadnja izbirala in vzela resorje, ki so na nek način ostali, pač prednost sta dobili obe manjši stranki. Ampak veste, vse stvari, se pravi reforme, ki jih delamo, ki se jih dolga leta ni nihče zares lotil, pa če gremo na zdravstveno reformo, pa na pokojninsko, pa dolgotrajno oskrbo, stanovanjsko, pa na področju šolstva. Reforma v bistvu ni en zakon. Na začetku smo malo čudno mogoče ravno v tem delu komunicirali, da zdaj z enim zakonom bomo pa mi naredili reformo področja. Ne, reforma je veliko malih korakov, ki pripeljejo do drugačnega stanja na nekem področju. In v zakonodajnem postopku v bistvu nobena od strank nima 46 glasov. Nobena. Koalicija pa jih ima. In vsi zakoni, ki smo jih sprejemali, pa resolucije, ki smo jih sprejemali, so se mogli zgoditi z večino. Torej, vsi smo za te zakone v glavnem prispevali zakone. Kdaj tudi ne, ker so bila mogoče stališča, ki smo jih v štartu zaznali, da nas bodo ločevala in nič ni narobe s tem. S tem smo stopili v zakon, če tako rečem, in smo vedeli, kaj lahko od partnerja pričakujemo. Zato je tudi to del zgodbe, ki ni imela nobenih negativnih posledic za delovanje v koaliciji, ne. Tako da jaz sem slišala te različne poglede, ampak je prav. Res je pač stranka Levica delovala ali pa vzela resorje, ki so bili zelo potrebni premikov, ne. Ampak nič bolj pomembno kot urejati zdravstva, resor, ki ga imamo mi, ni bilo urejati, ne vem, pokojninske reforme ali pa stanovanjske. Recimo mi smo imeli kakšno drugo področje takšno, enako SD. Tudi na področju pravosodja, ki je ministrstvo SD-ja, se je naredila pravosodna reforma in tudi tam smo na koncu vsi prispevali glasove. Je pa še nekaj potrebno vedeti, ne? Kot največja stranka, ne le, da imamo daleč največjo odgovornost do volivcev, imamo tudi največjo ekipo strokovnjakov z različnih področij. Tudi naši strokovci, se pravi strokovni sodelavci, predstavljajo največjo ekipo. In zelo normalno je, da prispevamo s svojim znanjem, s svojim delom lahko več kot ena manjša stranka. Ampak na koncu je vse to plod pogovorov, najprej pri vladnih zakonih, najprej na vladni strani, da so tam stvari koalicijsko zaprte in usklajene, in potem je delo v državnem zboru, kjer spet strnemo vrste in se pogovarjamo. In si pomagamo, zaupamo, zbližujemo stališča, zato, kot rečeno, da gremo s programom, ki smo ga dali pred volitvami in zavezami v koalicijski pogodbami naprej do ciljev. Se pravi, bi lahko rekli, da ste zadovoljili zdaj volivke in volivce z obljubami, ki so bile dane nekako na začetku mandata, zdaj pa, ko se približujete k koncu prvega? Mislim, da bo največji moment, ki bo štel pri odločanju volivcev, ravno opravljeno delo. Če bi danes rekla, da smo izpolnili vse obljube, ki smo jih dali na volitvah, ne morem reči, da so čisto vse izpolnjene. Nekaj zadev se je na novo tekom mandata razvijalo in jih je bilo potrebno nasloviti. Za nekatere stvari smo pa že na začetku mandata vedeli, da jih, recimo, če zdaj temu rečem, obljubljamo, da jih bomo uredili, da bo za to potrebno 2 mandata. In že ko smo stopili v politični prostor, smo rekli, tukaj ne želimo biti samo en mandat, ne želimo biti nekdo, ki je prišel okusiti slast oblasti, ampak želimo delati kvalitetno, želimo delati za blaginjo ljudi in zato pa bomo potrebovali 2 mandata. Ker situacija nam je bila znana, ko smo vstopali. Ja, ker je nekaj očitkov, da naj ne bi bilo izpolnjeno, kot je bilo na začetku obljubljeno.
Ja, se rečem, neke stvari so za dodelati, so mogoče tudi kje za spremeniti, ker smo izrazito koalicija, ki ni težko priznati kakšne napake, narediti koraka nazaj, zato da greš lahko v bistvu 2 koraka naprej in izboljša zadevo. Sploh na področjih, kjer na novo sistemsko urejaš neko področje. Ne? Tam si v bistvu ne zatiskamo oči, da bo zadeva, ko jo bomo prvič naslovili, uredili, delovala popolno. Potrebnega je recimo pol leta, pa da vidiš v življenjskih situacijah, kako stvari delujejo in potem pač spremeniš. Ja, glede dolgotrajne oskrbe je bilo nekaj polemik, da Ja, dolgotrajna oskrba, na njo smo tudi zelo ponosni. Na njo smo res lahko upravičeno ponosni, sploh ko na terenu gledaš ljudi, starejše ljudi, ko iskreno rečejo, ja, to ste pa naredili nekaj tako pomembnega za ljudi, predvsem je tu za ljudi, ki so celo življenje delali, da imajo na koncu lahko dostojno življenje. Ker veste, ni enostavno dati človeka, mlajšim, delovno aktivnim prebivalcem, človeka v dom in potem ne imeti sredstev, kako bi to plačeval. Slabo se počuti oseba, ki je oskrbovanec v domu, ker ve, da morajo mladi prispevati za plačilo celotne položnice. Slabo se počutijo mladi, ki jim pač tisti del denarja je porabljen, ga nimajo več žepo, ga ne morejo trošiti za druge potrebe, za druge generacije recimo. In tukaj smo dejansko naredili tisto pomembno stvar, ki jo je bilo potrebno narediti. Danes imajo ljudje z več zdravstvenimi težavami tudi do 600 evrov nižje položnice. Seveda ljudje, ki zdravstvenih težav nimajo in so mogoče v domovih zgolj zaradi osamljenosti, sicer pa lahko funkcionirajo sami, imajo tam v bistvu zagotovljeno oskrbo. Oskrbo hrana, v smislu hrane in nastanitve. In ta del še vedno vsak posameznik je dolžan sam participirati. Ne? Ampak tudi tu je višina določena in jo je zmožen upokojenec s pokojnino plačevati. Za zdravstveni del. Tam pa, kjer stroški recimo, da dosegajo tudi več kot polovico te položnice, lahko pri težjih, bolj bolnih osebah, tam pa prihaja do največjih prihrankov in to je zelo pomembno in na to smo res lahko ponosni. Je pa tako, dolgotrajna oskrba se je urejala v Nemčijo, ki jo tako radi jemljemo za vzgled 30 let, mogoče intenzivno 10 let. Ja, res. Pri nas intenzivno poteka zadnje 2-3 leta. Ne? In ko smo mi povedali, da bomo to področje uredili, smo se tega lotili iskreno, brez fig v žepu. Prejšnja vlada s figo v žepu. Ja, je sprejela zakon o dolgotrajni oskrbi, a na kakšen način? Mrtva črka na papirju, brez zagotovljenega finančnega vira. Mi smo to uredili. In je to urejeno. Ja. Kaj pa Seveda, je urejeno. En del funkcionira 100%, so še posamezne izboljšave, ki bodo morale biti naslovljene. Predvsem pa ja, tudi na tem področju se soočamo s pomanjkanjem delovne sile. Ampak tudi na tem področju imamo situacijo enako kot v razvitih zahodnih državah, pa v Evropski uniji, vsi se s temi težavami srečujemo. In potrebno bo tudi te stvari nasloviti, da bo v sistem priteklo več delovne sile, ki bo ta področja pokrivala. Kako pa pritegniti delovno silo, da jo bo začelo zanimati tudi to področje, da se bodo odločali? Veste, z delovno silo je tako. V nekih segmentih danes je primanjkuje, se bolj zaposluje v drugih segmentih. Potem se stvari in razmerja na trgu, tudi na
področju delovne sile deluje trg delovne sile, ne. Mogoče z dodatnimi spodbudami, skratka, se bo potrebno tega lotiti na podobne načine, kot se je to naredilo v zdravstvu, kjer imamo že večji dotok zdravnikov v sistem, kjer imamo večji dotok na področju tistih specializacij, za katere se je ugotovilo, da so deficitarne. Tako smo lepo zapolnili vrzel na področju družinskih zdravnikov. Ne rečem, da je zadeva zaključena, ker še potrebujemo zaradi starajoče družbe, potrebujemo še več družinskih zdravnikov, a tako, da smo specializacije dodatno finančno spodbudili. In zdaj smo naredili podobno z specializacijo urgentne medicine, tudi z dodatkom mladim, ki se po zaključenem izobraževanju na medicinski fakulteti odločijo za specializacijo iz urgentne medicine, ne. Tu je bila velika vrzel, je bilo premalo kadra in to sta v bistvu ti dve področji, se pravi družinski zdravniki in pa urgentna medicina, preko katerega večina pacientov ali pa vsi pacienti v bistvu vstopijo v sistem zdravstvene obravnave. In če imaš možnost pride do zdravnika družinske medicine, ali pa če si na urgenci pravočasno, pravilno obravnavan, je lahko potem to v sistemu v nadaljevanju zdravljenja manj obravnav potrebnih, kar pomeni, da so naslednje specialistične obravnave manj obremenjene, posledično manj finančnih sredstev gre za takšne obravnave. In zato je bilo potrebno ta vstop v sistem toliko nadgraditi, zmotivirati ljudi. Podobna zadeva je tudi v Slovenski vojski. Tudi tam se s štipendijami, z tabori in s nekimi oblikami spodbud za mlade ta problem naslovilo. Zdaj smo pri spremembi na področju delovanja policije ravno tako neke take spodbude namenili, da bomo v Sloveniji imeli stopnjo varnosti in samo varnostno situacijo še bolje naslovljeno. Nekaj podobnega bo verjetno potrebno v nadaljevanju narediti tudi na področju dolgotrajne oskrbe. Pa že tam smo naredili s tem, ko je družinski oskrbovanec plačan. Prej so bili družinski člani volonteri. Saj ni nič narobe s tem, da pomagaš bližnjemu, ampak mogoče se jih je nekaj pa le danes več odločilo za pomoč, ne samo najbližjemu, se pravi v gospodinjstvu, ampak tudi družinskemu članu malo širše, ne. Kaj pa recimo očitki o tem, da so pa vseeno čakalne vrste v zdravstvu še vedno dolge oziroma celo daljše, da se na tem področju še ni uredilo, čeprav je bilo obljubljeno, da bo to spremenjeno in da bodo čakalne dobe krajše in bodo ljudje prej prišli do pregledov? S čakalnimi dobami je težava povsod po Evropi in se strinjam, da so še vedno predolge. Torej tisto 30 dneh do specialista, recimo, če na to mislite, je res. Na večini področji se to še ni naredilo. Je pa nekaj res. In tle pa imamo težavo, tudi mi poslanci, ko o teh zadevah debatiramo, kaj so zdaj umetne čakalne dobe, kaj so zdaj realne čakalne dobe, katerim čakalnim dobam bi se zaupalo in katere so tiste ta prave, ki jih sploh lahko med seboj primerjamo. In zdaj v tem trenutku jaz vidim edino rešitev, ki bo, se pravi, edino možnost, da bo digitalizacija zdravstva, ki pa že poteka in s katero se pa dejansko ukvarjamo tako rekoč od prvega dne, kar smo prišli v politiko, da bo to odpravila. Danes je ogromno anomalij, ki se v samih informacijskih sistemih pojavljajo, pa jih sistem kot take ne zazna, ko pa dela neke zbirne vrste, če smo temu tako reči, ki potem dajo podatek o neki čakalni dobi v nekem zavodu oziroma na neki specialistiki, niso očiščene. Je notri lahko tudi nekaj nesmislov ali pa napak. Vsi mi se zmotimo in tako se tudi zdravstveni delavec, ki vnaša v sistem neko čakalno dobo, zmoti, zatipka. To je čisto človeško in je normalno. Ampak ko bo enkrat digitalizacija na področju zdravstva uvedena, bo takšnih anomalij bojo izpadle, jih ne bo več in potem bomo nekako lahko te stvari realno obravnavali. Danes pa ne želim špekulirati, ne, da je zdaj super, da so čakalne dobe upadle, pa so na nekaterih
področjih so, na nekaterih pa še niso na zavidljivo nizkih ravni. Dejstvo pa je, da samim zakonom o zdravstveni dejavnosti smo naredili razmejitev med javnim in zasebnim zdravstvom, ker smo rekli, da krepimo javne sisteme, tudi javni zdravstveni sistem, tako kot na področju šolstva, javni šolski sistem krepimo. Nič nimamo proti. Je prav, da je tako zasebni zdravstveni sistem, kot zasebne šole, nič ni s tem narobe, a vendarle, kot družba, krepimo javne sisteme in spodbujamo solidarnostno družbo, ne? In na tem področju dejansko bomo morali narediti vse, da bomo stvari še skrajšali, naredili, predvsem usposobili, opolnomočili vodstva javnih zdravstvenih zavodov, da bodo znali ta zakon izvajati. Ker veste, če ti imamo tudi ustavno odločitev iz je, da pač da javni zdravstveni delavci ne smejo delati pri zasebniku, se je pokazala kot neustavna. Ampak veste, te določbe mogoče v zakon niti ne bi bilo potrebno zapisati tako radikalno, če bi se druge določbe iz tega zakona, pa tudi iz katerega drugega, dejansko v praksi izvajale. Tako pa se dovoljenja za delo v drugi, bom zdaj rekla, ustanovi, ne bom rekla ne javni niti zasebni, izdajajo. Ne glede na to, ali je delo v domačem zavodu opravljeno. To je en segment. Seveda, ker ni normativov, koliko dela bi pa naj nekdo res moral opraviti v svoji matični ustanovi. Ker moramo vedeti, ta matična ustanova plačuje tvoje bolniške, tvoje dopuste, tvoje izobraževanja. Vse. Tvoj počitek na delu zaradi malice. Vse. Tega ti pri drugem delodajalcu, kjer delaš na osnovi, ne vem, SP-ja ali pa razmerja iz DOO-ja, pa kakorkoli, ni potrebno plačati. Vse to ta sistem mora pokriti, ne? In če bi imeli, se pravi, merila, koliko je treba narediti, ob tem pa upoštevali ali pa znali, želeli nadzorovati dovoljenje. Če ima nekdo dovoljenje za 2 uri na teden, v nekem zasebnem zavodu, v redu, ne? Ga ima. Ampak če pa on tam opravi v enem tednu toliko in toliko storitev, kar smo imeli primer radiologov, je potem je to treba preprečiti. In preprečimo le že danes, oziroma s tem zakonom, ki ga imamo, samo ga je treba izvajati. In potem ni treba več zakon napisati, da delavec ali pa zdravnik iz javnega zavoda ne sme delati tam. Zelo malo bi jih še delalo drugje, pa še to smo naredili, da so dodatna nagrajevanja za zdravnike v javnih zdravstvenih zavodih zdaj tako motivacijska, da dejansko ni potrebe po tem prehodu. Pač se odločiš, kje boš delal, ali boš delal v javnem zavodu, zdravstvenem zavodu ali pa pri zasebniku. Imaš možnost, da se odločiš, vse imaš. Dosti odločitev. Ja, sej, tako, če tudi potegnete recimo črto zdaj, je ogromno odločitev bilo v teh zadnjih 4 letih in ogromno reform in zakonodajnih premikov, sprememb in tako naprej. Odločitve, ki so bile tudi sprejete, ste z njimi, bom rekla, zadovoljni. To, kar ste lahko recimo sprejeli, kar je šlo bom rekla, na koncu v kratkem času, na en mandat 4 leta, to je zelo malo časa, da se vse to lahko sprejme oziroma da se sploh sprocesira, vnese da se, to je živa zadeva. Tako, da se vnese v življenje, da se potem tudi vidi, kako se zadeve odvijajo, kje so napake, kako jih popraviti. Tega je ogromno, lotili ste se kar nekaj zadev. Ja, prišli smo v politiko, z različnih področji. Vsak izmed nas je vedel za anomalije na nekem področju. Bilo jih je veliko.
Želeli ali ne si priznati to, veliko jih je bilo. In glede na to, da smo res veliko poslušali, veliko hodili po terenu, srečevali ljudi s takšnimi in drugačnimi težavami, smo se v kratkem času lotili relativno, veliko področij. Ob tem pa moramo še nekaj vedeti, 237 dni nam ni uspelo potrditi zakona o vladi in resorjev, se pravi ministrstev, organizirati na način, ki smo si ga zadali. Plus tistih 30 zakonov, s katerimi smo se ravno tako morali ukvarjati. No, se nekaj smo jih sprejeli, jih zamandmirali v skladu s programom, s katerim smo prišli v politiko. Drugih področij je pa bilo res veliko in res ogromno dela smo opravili. In marsikdaj nas gledajo en mal po strani, ker smo ljudi, hočeš nočeš, izbrcali iz nekih con obdobja. Bilo je treba res veliko delati. Jaz se lahko zahvalim ob tej priliki tako uslužbencem Državnega zbora, ki nas suportirajo pri tem delu, veliko delajo, ker tudi mi veliko delamo in ne moramo zdaj samo reči, da mi veliko delajo, oni pa ne in da je tu težava. Ne, drug z drugim veliko delamo, veliko je bilo premaknjenega. So pa še področja, ki seveda jih bo treba nasloviti v drugem mandatu. In že danes recimo vemo, kje so te anomalije, kaj bo potrebno še narediti in to bojo pa tudi naše volilne zaveze za naslednji mandat. To bomo zapisali v našem volilnem programu, ki ga bomo predstavili o predstavitvi kandidatov na konvenciji 14. februarja. Tako da te stvari nastajajo in dela ne bo zmanjkalo. To vsekakor. Kaj bi pa rekli na to, vi ste, ste vodja največje poslanske skupine. Ženska. Prav tako je ženska predsednica Državnega zbora. Ministrice so tudi ženske. Kaj bi rekli, se morate kot ženska marsikdaj dodatno dokazovati, dodatno objasnjevati, je kdaj občutiti kakšen dodaten napor zaradi tega? Iskreno bom povedala. Jaz v življenju teh težav nisem imela na nobenem področju, kjerkoli sem delovala, za kar sem hvaležna, življenjski poti, ki me je vodila, kot me je vodila. Se pa pogovarjam z marsikatero od kolegic, ki pa so se v življenju srečevale s težavami, preprosto zato, ker so ženske. In so se morale za pozicije, ki so jih predstavljale, bolj potruditi, so bile tudi manj plačane na podobnih delovnih mestih kot moški kolegi, ampak mislim, da je danes Slovenija na pravi poti, ko je to zgolj še mogoče neka težavica na nekem področju, v glavnem smo pa to stvar prerasli in smo lahko obe sva ženski ponosni na situacijo, ki jo danes imamo. Mi imamo tudi izredno dobro sodelovanje s kolegi, mislim, da nas je nekje pol, en več. Ravnovesje. In se izredno dobro razumemo, kolegi nas zaradi tega, ker smo zelo aktivne, tudi zelo, mogoče celo bolj glasne, kot naši moški kolegi, pri tem samo spodbujajo, opogumljajo in zaradi tega res nimamo težav. Pa ne zato, da bi meni na mesto njih kaj naredili, oni bi pa... Ne, imamo nekako tako vloge razdeljene, da se ve, kdo kaj in res nimamo nobenih težav s tem biti moški ali biti ženska v kolektivu. Tudi recimo predsednica države, predsednica Državnega zbora, močne ženske, svoje delo obvladajo in ne vidim tle nobenih problemov. Ministri, ministrice, v bistvu še nikoli, jaz sama pri sebi se nisem nikoli vprašala, bi mogoče na neki poziciji pa bolj pa so moški minister ali pa na neki bolj tako ženska ministrica. Enostavno imamo kar te stvari dobro urejene v naši družbi. To je zelo dobro, da ni še tu tiste dodatne energije, ki bi recimo odvzela še potem dodatno moč. Prestop, ki je bil pred kratkim, Matej Tašner Vatovec v
SD, se pravi iz Levice v SD, kaj je bilo slišati v javnosti, tudi to, da se je pa morda tudi ta zadeva še celo malo preveč napihnila in preveč pozornosti dajalo na to. So pa tudi nekako na nek način kakšna prepričanja, da je šel iz svojega vlastnega političnega prepričanja v eno drugo. Ja, v eni in drugi stranki so stvari komentirali, tudi bili čustveno zelo, kako bi rekla, osebno so jih stvari precej prizadele, sploh v Levici. Bom tako rekla, mi smo se držali ob strani. Ja. To ni bila naša borba. Smo poslušali seveda ene in druge, ko so pojasnjevali takšna in drugačna stališča, vidike in tako naprej. Jaz tega tudi danes ne želim komentirati. Mogoče je škoda, da se je to zgodilo tik pred volitvami, ker so bila s tem čustva še toliko močnejša. Mi, bom rekla, res smo stali ob strani in tudi mogoče, če lahko tako plastično rečem, ramo dali za neko oporo. Ni to enostavno. To ni enostavno biti tolika leta kolega z eno ekipo, ampak koalicija nadaljuje s svojim delom. Mi smo se v bistvu, še isti dan smo se usedli, sedeli, ne kot da se ni nič zgodilo, ampak z vedenjem, da je to pač se zgodilo, ampak v koaliciji se ni zmanjšal noben glas, koalicija ima še vedno isto število glasov, iste zaveze, isti program, isto koalicijsko pogodbo in moramo delati naprej. Zavezali smo se, da bomo delali za ljudi in delamo naprej. Nobenih težav. Kolikor vem, tudi na vladni strani ni zaradi tega nobenih težav. In tudi v predvolilni kampanji ali pa potem sami volilni kampanji, jaz zaradi tega ne pričakujem nobenih težav. Ja, ker to je bila v bistvu, bom rekla, kot neka muha enodnevnica morda, ki se je zjutraj nekako napihnilo, ko je prišlo to tudi v medije. Na to seveda čustveno se je videlo, da so bili določeni morda malo bolj presenečeni, ampak potem pa se je zadeva, se mi zdi, kar nekako uredila. Ja. Recimo, da je urejena, vemo pa ne. Vemo pa ne, stvari so pa pač pri eni in drugi stranki. Bojo že znali s tem. Živeti, če so se tako dogovorili. Ja, vsekakor. Kako pa je zdaj vaš pogled? Se pravi, še na tole, zdaj smo v predvolilnem času. Kaj se bo še zgodilo do 22. marca? Kaj mislite tudi morda o vstopu, se pravi, Vladimirja Prebiliča s prerodom? Na začetku, bom rekla, je kar imel visoke procente, potem pa kar naenkrat so te procenti padli, tam vetrič v jadrih je malo popustil. Ja, seveda smo močno v predvolilnem času, še malo pa bo začelo pravo predvolilno obdobje in tekma, čeprav imam občutek, da traja že kar eno leto skoraj se mi zdi. Že eno leto, če ne še več. Sej vsak dan izkoristijo, opozicija vsak dan izkoristi za to od prvega dne, da nas napada, da nas diskreditira, da nam meče polena pod noge, da nas je ne vem koliko časa prepričevala oziroma skoraj spodbujala k temu, pa dajte že odstopiti, pa ne. Smo štartali in bomo to delo opravili in do konca mandata delamo. Pred nami je še cela plenarna seja, mislim, da je kar največ točk oziroma najbolj širok dnevni red te seje redne, kar pomeni, da tako kot smo obljubljali, do zadnjega dne bomo delali in sprejemali zakone, ki izboljšujejo blaginjo ali pa stanje v sami družbi in to počnemo. Tudi še kakšna izredna seja bo po tej redni seji sledila in bomo delali. Nismo se pognali še med same volivce, nikjer ne trkamo še na vrata, ker naše delo je v Državnem zboru in ga moramo tukaj do konca korektno opraviti. To je eno. Zdaj, vstop drugih strank ali pa drugih akterjev v politični prostor, v nekem trenutku se je gospod Prebelič zgodil, se imenoval ali pa prikazoval za mandatarja.
Seveda, to je legitimno. Vsak to možnost ima, ampak ja, tudi njega so kar hitro začeli na nekih točkah spotikati. Ja. On je spotikal druge in zdaj smo tam, ko smo, ne. Spotikanje v tem smislu, da so mu eni zamerili, da je še kar evropski poslanec, ja. pa bi bil rad akter v državni politiki, pa da več ne zastopa interesov v Evropskem parlamentu tistih, ki so ga do te pozicije spravili. On se te pozicije seveda še zelo oklepa in je trdo v Evropskem parlamentu. Čeprav je povedal nekje, sem zasledila, da je rekel, da se je zmenil v Evropskem parlamentu, da bo lahko tam malo manj, pa da se bo več tukaj. Nekje sem to zasledila. Ja, nekaj je bilo pisanega o tem. Ne, tako. Ja. In mogoče so mu to ljudje na nek način takrat zamerili. Po drugi strani se je pa zelo aktivno lotil kritiziranja zdajšnje vlade. Precej, ja. Zdajšnje vlade tudi na način, da ne bo sodeloval s tem, Ja. z onim. Zelo izključevalno se je tega v bistvu lotil. Zdaj, gospodu Prebiliču v tem trenutku neke javnomnenjske ankete res kažejo slabši izid, ampak tako bom rekla, vseeno smo pa nekako ga zaznali, da ima bolj levo-sredinske vrednote kot desne. Tako da mislim, da se bo, če bo uspel priti v parlament, tudi z njim dalo sodelovati. Veste, mi bomo vsekakor, tako kot smo v tem mandatu, ko smo povezali na široko in ko smo tudi v bistvu pod svoje okrilje vzeli druge levo-sredinske stranke in s tem rekli, skupaj bomo delali v dobrobit Slovenije, pokazali, da pri nas ni deljenja, ni razdiranja, da nismo razdiralni, da smo kvečemo povezovalni, ker še kako se zavedamo, da samo skupaj zmoremo. Pa ne samo v političnem prostoru, kjerkoli smo, v družini samo skupaj zmoremo. V službah pa smo lahko v javnem sektorju ali pa v privatnem sektorju, tim je tisti, ki zmaguje. V timu moramo držati skupaj, da dosegamo skupne zastavljene cilje. In mi bomo vedno gradili, ne bomo rušili. Naša vlada, in lahko rečem tudi za koalicijo, ni tista, ki je razdiralna, ni tista, ki je rušilna, ne bomo se vračali v preteklost. Naš pogled je strogo usmerjen v prihodnost, v moderno, socialno državo, ni jih več veliko v Evropi, ampak tiste, ki so pa v redu in lepo delujejo in tam ni kaosa. Kaos netijo, vemo kdo in mi si tega ne želimo. Kaos po principu Trumpa, Orbana, Janše smo videli, ga vidimo danes in res si tega ne želimo, da do tega pridemo v Sloveniji. Vse bomo naredili za to, da uspemo prepričati naše volilno telo in tisti del volilnega telesa, ki je danes neopredeljen in mogoče tudi nas danes kritizira. Nismo mogoče za neko skupino ljudi naredili dovolj ali pa mislijo, da nismo naredili dovolj in nam nekatere stvari zamerijo. Tudi to je legitimno in tudi to je v demokratični družbi popolnoma normalno in na koncu tudi nek odraz stanja duha zdrave demokratične družbe. Ampak še kako pomembno je, da ti neopredeljeni volivci v čim večji meri grejo na volitve. Imajo možnost izbire strank, ki so že danes pokazale, kaj skupaj zmoremo, tudi nekatere, ki prihajajo v ta politični prostor in imajo neke podobne vrednote, da se te stranke podprejo. Ker želimo si zmago levo-sredinske koalicije. Zdaj, kdo bo prišel v parlament, bomo videli 23. aprila. Ne? In želimo si, da je število poslancev, ki bodo na tej levo-sredinski strani prišli v parlament, takšno, da bomo lahko ponudili nov mandat z doktorjem Robertom Golobom. Na način, kot smo si ga zastavili pred 4 leti. Ne? To je naša iskrena želja in delali bomo na povezovanju. Bi lahko morda rekli tudi,
Ali pa kaj menite o tem, da dr. Robert Golob kot predsednik vlade tudi deluje kot neko lepilo med koalicijskimi strankami sedaj? Glejte, dr. Robert Golob dejansko je strateg in je vizionar. In mislim, da je tudi kot voditelj izjemno dober in vešč tega dela, da zna zelo lepo sodelovati in z SD-jem in z Levico, seveda z našo poslansko skupino in z našo stranko, še toliko bolj oziroma nas vodi pri tem. In ja, lahko rečem, da je tisti, ki je v odnosih povezovalen. Seveda se ve, kdo ima glavno besedo in tako je pravilno. Ampak toliko pogovorov, slišanj, razumevanj različnih vidikov, kot je pri nas, sem slišala, da tudi v bolj levih strank od nas ni bilo takšnih možnosti. Ne? Mi še vedno, ko so neki osebni zadržki, še vedno se pogovarjamo, kdaj glasuje kdo, tudi kako drugače in te stvari pojasni in tu vedno znamo ceniti to našo različnost v razmišljanjih, ki nas krepi, ki nas dela bolj bogate in lahko predlagamo ravno za te naše širine različnosti in ne enoumja boljše rešitve. Ker če bi bilo enoumje, bi to bilo res za neko ozko populacijo mogoče, tako pa delujejo naši ukrepi za širšo družbo in jaz mislim, da nam to priznava. To nam koncev zdaj kažejo tudi zadnje ankete javnega mnenja. Ne. Ta vlada res dela dobro, seveda se jaz ne morem reči karkoli drugače, ampak vidim to iz pogovorov z ljudmi, ki povejo svoje mnenje, ki povejo hkrati tudi kritične opaske. Ampak tako generalno gledano in kaj smo naredili, kaj smo premaknili, nam pa vsi priznavajo. Vsaka čas vztrajajte, ne obupati. Čeprav so tudi dnevi, ki so težki. Ja, seveda, to je pa del življenja. Najraje rekel, a res se je vredno iti še naprej politiko, še vedno biti vsak dan vsem na voljo, vsakega poslušati, naslavljati njegove težave, po drugi strani pa pada po tebi, z leve, pa z desne, pa sredine. Ampak ja, na koncu dneva si rečeš, ja, vredno je, gremo naprej. Kaj pa je tisto, imate kakšen filter, ki vas pa vseeno na koncu dneva morda odnese v nek drug svet, no? Tako da odtavate. Če zdaj odgovorim direktno na vaše vprašanje, zvečer me odnese spanec, utrujenost. Drugače pa moj filter za sproščanje že zjutraj. Imate kakšno rutino? Imam rutino. Vsako jutro vstajam zelo, zelo zgodaj. To je pred 5 uro. Zjutraj naredim kako klukico, to imam za narediti in potem po kavi se odpravim na moj Orbitrek. Vsak dan. Tako, 30 do 40-45 minut intenzivne vadbe. Ob tem seveda imam telefon v roki ali pa nad Orbitrekom, na tistem stojalo in si pogledam, ne bom navajala, katere oddaje na televiziji, jaz si pogledam poročila, sploh kakšne oddaje, kjer je govora s političnimi analitiki, tudi kakšen podcast si ogledam na mojem Orbitreku in potem grem tako z možgani spočitimi, napolnjenimi s kisikom v nov dan. To je tisto, kar me uspe na nek način potem zmotivirati in ohranjati z dobro delovno kondicijo. Odlično. Če se ne bi ukvarjali s politiko, kaj bi bilo naslednje na vašem seznamu? Težko rečem, ampak sigurno bi si želela delati v gospodarstvu. Najlepši del ali pa najbolj kvaliteten del v moji karieri se mi vseeno zdi, da je bil v gospodarstvu in ja, na tem področju bi želela delovati. Imate še kakršnokoli sporočilo za naše gledalke, gledalce, poslušalke in poslušalce? Ja, zahvaljujem se vam za izkazano zaupanje že za ta mandat. Verjamem, da smo ga s hvaležnostjo pripeljali zale skoraj do konca mandata. Želim si,
da skupaj zmoremo iti na volitve v čim večjem številu in povedati, kaj želimo. Kakšno družbo? Družbo, ki goji neke zamere z preteklosti, družbo, ki razsljuje, družbo, ki kar naprej je pod nekim stresom, je v nekem kaotičnem položaju, ali družbo, ki zna biti povezovalna, ki zna odgovarjati na izzive modernega časa, ki zna naslavljati tiste tematike, ki večinsko prebivalstvo potrebuje in ki so pomembne za slehernika. Torej imamo možnost, da se odločamo tako ali drugače, samo na volitve treba iti. Ker res včasih imam občutek, da ravno ta leva sredina je dosegla nek življenjski standard, za njega je relativno dobro poskrbljeno, socialna država je zgrajena do te točke, da nekako se počutimo varne in potem si včasih mislimo, saj ne bojo ne te, ne oni naredili za mene nič posebnega, nič pomembnega, vse je dobro in potem ne greš na volitve. V resnici kritiziraš, potem pa se na koncu odločiš, da je tako vseeno, koga boš volil. Ni vseeno. Svojo biti je potrebno odgovoren in se na volitvah odločiti, kaj je tisto, kaj te privablja in tisto v bistvu, kar bo z neko stranko zagotovljenega v naslednjem mandatu. Se pravi, vedeti je treba, kakšen je tvoj osebni cilj in potem videti, kakšne možnosti, kakšne cilje zasleduje stranka, ki gre z veliko, veliko mero odgovornosti in spoštovanja na volitve. Tako da, evo, tu je moj poziv na koncu mandata, udeležite se volitev. Te volitve ne bodo drugačne in predvsem se bomo odločali, v kakšni družbi želimo živeti. Mi smo pokazali, okvir poznajo volivke in volivci, in gremo naprej. Melja, najlepša hvala za vaš čas in pogovor. Drage poslušalke in poslušalci, hvala, da ste bili z nami in ne pozabite, ostanite vedoželjni in bodite informirani. Do naslednjič.